Kako izbrati CBD kapljice? Obe dve steklenički imate 5% CBD-ja, toda ali res vsebujete enako količino CBD-ja? Ne nujno. Pokazal vam bom 7 podatkov, s katerim boste lažje primerjali izdelke med seboj in razumeli, kaj dejansko navedeno na embalaži tudi pomeni. Prevedli bomo odstotek CBD-ja, skupne miligrame, prostornino, sestavine, številne serije, deklarirane namene in laboratorijsko analizo, ki se mora ujemati serijo izdelka. 2 steklenički lahko imata enak odstotek CBD-ja, ni pa nujno, da sta neposredno primerljivi. Če prvič izberete CBD kapljice, vam bom pokazal 7 podatkov, ki jih preverite na izdelku in njegovi dokumentaciji. Odstotek brez skupnih miligramov in prostornine ne pove celotne zgodbe. Na tej deklaraciji bomo najprej poiskali odstotek, skupno količino CBD-ja, volumen, serijo in deklarirani namen. Pa si zdaj le poglejmo. To so 5% CBD kapljice in če pogledamo, imajo te kapljice 10 ml. Kar tudi piše na deklaraciji in imajo seveda svoj lot, navedeno je kot prehransko dopolnilo in iz tega vemo, da če imajo 500 mg CBD-ja v 10 ml, pomeni, da 1 ml teh kapljic ima 50 mg CBD-ja. In ve se tudi, da ta škatlica teh 10 ml vsebuje približno 250 kapljic. Torej lahko tudi izračunamo, koliko je ena sama kapljica. Če pa pogledamo to isto škatlo, to je pa večja škatla, ima zopet 5%, ampak je 30 ml. Raztopljeno je v konopljinem olju, kar pomeni, da ima ta steklenička 1500 mg, ta pa ima 500 mg. In vidite, zato je zelo pomembno, da to poznamo. Moje ime je Tomaž Rosič, sem direktor podjetja BeHappy. Od leta 2014 delujemo na področju naravnega, dobrega počutja in konopljenih izdelkov. Zaupalo nam je preko 200 000 stran. V tem času smo razvili celovit svetovalni pristop, s katerim ljudem pomagamo bolje razumeti njihove navade, potrebe in možnosti in narediti bolj premišljen prvi korak. Prvič, preverite kategorijo in deklarirani namen. Najprej ne vprašajte, kako močno je, ampak kaj ta izdelek sploh je in čemu je po deklaraciji namenjen, kajti isti videz kapalke ali pa stekleničke še ne pomeni iste kategorije ali pa istega načina uporabe. Na embalaži in prodajni strani poiščite jasno navedene namene in opozorila. Drugič, odstotek vedno povežite z prostornino, torej ali kot smo rekli, ali 10 ml, 20, morda 30 ml, kajti odstotek je samo en podatek. Za primerjavo poiščite tudi skupno količino CBD v miligramih, ki mora biti tudi natančno navedena na embalaži. Če proizvajalec primer navede 500 mg v 10 ml, smo rekli, lahko izračunate, da je to na 1 ml 50 mg. Toda ne pretvarjajte tega avtomatsko v miligram na kapljico, če proizvajalec ni določil volumna kapljic ali koliko kapljic je v steklenički. Kajti tudi viskoznost kapljic se razlikuje, v čemu so raztopljene, se pravi, vse to vpliva. Pomembno je, matematika pojasni koncentracijo, ne pove pa, ali je izdelek primeren za vas in za določen način uporabe. Tretjič, preberite celoten seznam sestavin. Poglejte, kaj je poleg deklarirane konopljine sestavine še v izdelku, nosilna osnova, arome, druge snovi, ne sklepajte iz sprednje strani embalaže. Če imate alergijo, občutljivost ali posebne omejitve, potrebujete podatke na etiketi in po potrebi tudi strokovni nasvet in pri BeHappyju ga že 12 let tudi nudimo. Beseda naravno ali pa premium ali pa čisto niso nadomestilo za popoln seznam sestavin. Četrtič, povežite izdelek s serijo, poiščite serijo, lot, batch, kakorkoli, ki ga vsak izdelek mora imeti. Ta številka je most
ali pa povezava med stekleničko in dokumentacijo, če je na voljo analizno poročilo, preverite, ali se serija tudi poročilu ujema s serijo izdelka, ki ga imate v roki. Pri Behampiju so vam na voljo tudi vedno sveže analize večine izdelkov. Poglejte tudi datum analize in kdo je poročilo izdal. Posnetek zaslona brez identitete vzorca, datuma ali laboratorija je to le šibek dokaz ali pa nepopoln dokument, ki ga ni mogoče povezati z eno konkretno serijo. Petič, v analiznem poročilu iščite odgovore, ne logotipov. Analizno poročilo ni samo značka laboratorija. Vprašajte se, ali dokument identificira vzorec, ali se ujema s serijo, ali so rezultati prikazani z enotami in metodo. Nato preverite, katere lastnosti so bile sploh testirane. Profil kanabinoidov ni isto kot pregled morebitnih onesnaževal. Če ponudnik trdi, da je preveril določeno lastnost, mora biti jasno, kje je ta rezultat in kako je definiran. Šestič, marketinške izraze prevedite v preverljiva vprašanja. Izrazi kot so polni spekter, široki spekter, izolat, naravno ali premium lahko pomagajo pri orientaciji, vendar morajo biti pojasnjeni s sestavo in dokumentacijo. Vprašajte se, katere konkretne snovi so navedene, kaj pokaže analiza, kakšen je deklariran namen. Če odgovor ostane samo slogan, še nimate dovolj informacij za primerjavo. In sedmič, prepoznajte rdeče zastavice. Kaj to pomeni, da kaj izdelek obljublja, če zdravi, vedno deluje, nima tveganj ali lahko brez strokovnega pogovora nadomesti zdravljenje. Tudi izjava drugega uporabnika ni dokaz, da bo izdelek primeren tudi za vas. Če jemljete zdravila, ste noseči, dojite, ste mlajši ali imate zdravstveno stanje, ta video ni podlaga za individualno odločitev. Obrnite se vedno na ustreznega zdravstvenega strokovnjaka po potrebi zdravnika. Pred izbiro preverite teh 7 stvari, kategorijo, namen, odstotek, miligrami, mililitri, sestavine, serije, analize, potem pomen marketinških izrazov in rdeče zastavice pri obljubah. Če želite, da vam pred izbiro razložimo, kje na deklaraciji so ti podatki, pokličite brezplačno številko 080 34 29 ali pa nas obiščite na be-hempi.si in na končnem zaslonu pa lahko nadaljujete z videom o razliki med CBD kapljicami in CBD smolo. Lep pozdrav!